Dobro, zdaj, gospa Bernarda Škrabar, vi imate eno zanimivo revijo, to je Pod lupo. Letno jo izdajate. No in prav v tej zadnji imate članek Belo ovratniška kriminaliteta pod lupo. Ne? In tu pač takole citiram ta stavek avtorja: storilci belo ovratniške kriminalitete imajo organizacijsko moč in s tem možnost vplivanja na priložnosti za storitev dejanja in vplivanje na neme priče. Ja. Povejte nam, ne, zdaj v vseh teh zgodbah, pa da ne omenjam samo Telekomu, ne nazadnje smo imeli tudi mi oddajo o tej družbi, ampak vendarle gre za neke skupine, neke odvetniške pisarne, pa se najemajo te in oni in je vplivanje mogoče na izbor. Kako zdaj to zajeziti? No, sej ne nazadnje stroški odvetniške pisarne 1,1 milijona, ne, v zvezi s tole arbitražo, ne. Zdaj zveni že tako, ker se ponavljam, kot da verjamem v neko teorijo zarote, pa ne, daleč od tega, ne, ampak verjamem pa, če se navežem na tale zelo dober in zelo kvaliteten prispevek, ki temelji na strokovnih člankih in povzetkih in tudi svojih razmišljanjih avtorja. Ja, definitivno sem mnenja, pač, da družbo oziroma v ozadju družbe pač so elite, ki vodijo državo, če hočete, in širše. Ne. In to je problem, ne, kako to zajeziti, kako se v to spustiti. Ne. In mislim, da tukaj mediji imate tudi dosti težko in zahtevno in tudi odgovorno vlogo, ker dejansko ste četrta veja oblasti, pač za moje pojme. Ne. Ampak kje pa je dobro preiskovalno novinarstvo? Ne? Tega manjka, pač manjka tega, da bi vi razkrili stvari, ne? In seveda, kako so novinarji kot prvo že zaposleni, ne, kako preko SP-ja, kakorkoli v večini, ne, ter pa ekonomsko stanje novinarjev, ne, in v kakšnem lastništvu so, in kaj je interes, v čem da se piše, ne. Torej, no, pa če bi detektivi kaj odkrili, pa ne bi mogli mi objaviti, ne? Ja, se pravi, tukaj je pa tako, kot sem že v pretekli oddaji povedala, naše delo je tako, da torej temelji na zakonu o detektivski dejavnosti in za vsak primer, ki ga mi obravnavamo, moramo biti pooblaščeni, torej upravičeni tudi do tega. Se pravi, naš naročnik mora biti upravičen do tega, da nas najame. Torej, če karikiram, ne more soseda malo nas najeti, da bomo drugo sosedo spremljali, ki gre na tržnico, pa kaj tam počne, pa s kom se pogovarja. Torej, ko vi gledate te medijske prispevke in oddaje, pa veste, da nekaj ni tako, kot se pač objavlja, vas kaj boli želodec? Joj, zelo. Jaz sem zelo kritična, no, pa tudi stvari proučujem v sklopu svojega doktorskega študija na Fakulteti za varnostne vede, torej se zelo široko usmerjam pač v dogajanja v družbi in tudi varnosti v družbi kot taki, ne, in jaz mislim, da tole, če ne bomo začeli zadeve reševati, mislim, že zdaj je prepozno, ne, ampak tudi ne vidim, oziroma žalosti me, da ni nekega interesa, torej, da bi se oblikovali neke preiskovalne skupine, ki bi se lahko lotile, torej, preiskav te gospodarske kriminalitete. No, gospod Urankar, gremo nazaj k znakovnemu jeziku. Toliko medijev, toliko televizij, državna, javna in tako naprej. Ampak kje je zdaj znakovni jezik? Kje so te ljudi? Kje je ta skupina gledalcev, ki je tudi močna? Je sploh zastopana? Sploh vedo, o čem govorimo v medijih? Nekateri se trudijo, da bi bilo več tudi prilagojenih programov, torej nacionalna televizija, vsekakor tukaj vse spoštovanje. Dočim komercialni mediji pa seveda njim ni v interesu, da bi podprli tudi dostopnost informacij tej populaciji. Čeprav so državni, ne? Tako, in vsak medij nekako prispeva k pluralizaciji, ampak vendarle za Planet TV ali se zavedamo, da je dejansko državna televizija, ki niti ni dostopna brezplačno, kajti če bi bila, za moje pojme, dostopna brezplačno, bi bila tudi v oddajniški mreži teh prosto z navadno anteno, kjer se lahko spremljajo. Torej, moramo plačati naročnino določenemu operaterju, ki so dali v paket, na koncu so podražili svoje storitve in vsi plačamo tudi tisto, kar ne bi gledali morda. Pa kar je tako državno, ne? Na nek način že plačano. Dobro, pa da ne bomo kritizirali konkurence vsa čas, se smo veseli, da obstaja. Gremo na naslednjo temo. Na pogorišču Adrie Airways v stečaju ostaja ptič Feniks, pa ne samo eden, mogoče celo dva.
Uspešni slovenski podjetniki in ena tuja družba, med njimi Joc Pečečnik in Ivo Boskarol, so pri stečajnem upravitelju našega nekdanjega letalskega prevoznika, ki samo zaposlenim dolguje 14 milijonov evrov, oddali 5 ponudb za nakup vsega, kar je ostalo. Tudi ime Adria Airways naj bi živelo še naprej. Na drugi strani pa tudi vlada pripravlja predlog ustanovitve nove letalske družbe, mogoče Air Slovenija. Kaj bo nastalo, naj bi izvedeli v kratkem. Torej, skupna letalska družba v javno-zasebnem partnerstvu, da ali ne, je tak vladni podvig, o katerem razmišlja, upravičen ali ne? Gospod? No, jaz osebno mislim, da je trenutno zamujen. Ker preprosto, če vi opazujete, kaj se dogaja sedaj na Brniku, boste videli, da so tiste linije, ki so pravzaprav zanimive, od koder bi lahko potem tako novo podjetje najbolj živelo, so v bistvu zasedene in ti tujci se ne bodo umaknili iz teh linij, ker so tudi za njih zanimive pravzaprav. Medtem ko tam, kamor Adria ne leti, iz prispevka je bilo zelo lepo vidno, kam ne leti, tam pa pravzaprav... Kam tuje družbe, ki pridejo v Ljubljano, ne letijo, ne? Ja, se pravi čujem, kam tuje družbe ne letijo, recimo, pa je včasih Adria letela, tam bomo pa imeli zelo težko, recimo, samostojno firmo, ki bo delala plus. In poleg tega še nekaj. Mi v bistvu vseeno nismo naredili neke dobrega sklepa iz te zgodovine Adrije. Če se odločimo za tako podjetje, potem se moramo zavedati, da bomo izgube takega podjetja plačevali še leta in leta in verjetno ne bomo se kar tako izbili iz izgub. Zelo preprosto je, država je v preteklosti ali pa z državnim upravljanjem smo lahko videli, da z obstoječim poslovnim modelom se ne da delati niti dobička, niti pozitivne nule. Namreč samo v letih 2007 do 2011 je država morala reševati Adrio z 65 milijoni evrov, kasneje so sledile nove dokapitalizacije in sanacije. In jaz mislim, da ni nobenega razloga, da državni denar zdaj dajemo v nekaj, kar bo očitno solidno delovalo tudi brez državnega letalskega prevoznika, ker Slovenija ni Ciper ali Malta. V neposrednji bližini so tudi druga letališča. Mnogi smo že sedaj leteli, pogosto tudi iz sosednjih letališč, ker so bile karte pri Adriji enostavno predrage in tudi te linije, ki so sedaj na novo vzpostavljene, kažejo pravzaprav, da so za potnike cenovno ugodnejše. Res pa je, da vsem trenutno še časovno ne ustrezajo vsi termini, ampak kot sem dejal, veliko je možnosti tudi sosednjih letališč, različni letalski prevozniki, tako da ni razloga, da se država vpleta. Gospod Berce, vi ste bili soustanovitelj in član upravnega odbora prve delniške družbe pri nas, družbe Grad. Prva delniška so bile banke, ampak kot družba, kot podjetje. Zasebne prve. Torej, kako vi gledate na to? Kje smo tu zgrešili? To je bilo neko javno podjetje, že od vsega začetka delala s težavami nekdanja Adria Airways. Potrebujemo zdaj novo z vsemi temi izgubami, ali kako bo s tem? Jaz mislim, da je ta zgodba zelo poučna in predvsem v luči, kaj bi rekel, stalnega klanjanja Bruslu in lastnih ambicij in apetitov tako vlade kot posameznikov, ki so sodelovali pri teh procesih. Vedeti moramo, da je komisarsko mesto 1,5 milijona verjetno, toliko dobiš neobdavčenega. Potem dobiš seveda še penzion in ti ostane slovenski penzion za 1-2 kavice. Na nižjih nivojih gre seveda to malo nižje in so številke drugačne. In tako se v Sloveniji prodajala podjetja. Adria ni ne prva in verjetno tudi ne zadnja. Banke, vemo, kaj se je zgodilo. Na tej televiziji ste prejšnji teden obravnavali zgodbe, ki se pletejo okoli korupcije in podjetništva. Mislite, da so bili ljudje finančno zmotivirani za prodajo? Kdo bi se pa uprl, če nekaj narediš dobrega, da dobiš dobro pozicijo. Te apetiti so sigurno veliki. In imam pa eno svoje mnenje okoli tega, ki pravi, predstavljate si, da imate hišo, podjetje, in tej hiši pušča streha, menedžment je slab. Kaj naredite? Prodate hišo ali pokličete krovca, da popravi streho? Najbrž streho, to se pravi, bi morali zadržati Adrio, pa jo popraviti, sanirati. Definitivno, ampak s kom? Kje so te ključni kadri, ki znajo? Kajti zdaj
tako kot je bilo povedano v prispevku. Piloti so dobili službe, to so zelo kvalitetni kadri, mednarodno certificirani, linije bodo šle in tisti, ki bo na tem pogorišču karkoli hotel ustvariti, bo ustvaril minus. Doktor Šešerko, vaše mnenje. Prodali smo tudi letališče, a ne? Mislim, z vsemi parcelami vred, ne? Ja, to so sami škandali. Ja. Ampak moram reči, da je Tajnikar je lepo upozoril. Vlada bi morala že, ko se je napovedoval konkurs, bi morala reagirati. Ne pa zdaj, ko je že pozno, ampak mislim, da tudi zdaj, ko je že prepozno, bi še vedno morala reagirati. Ne more biti država brez svoje letalske linije. To je ja neokusno in tudi ne brez svojega letališča in ne brez svojega glavnega zgodovinskega spomenika, v katerem je zdaj tuja ambasada. To so vse kardinalne napake, ki so čisto preprosto rezultat neke nevednosti ali pa nesposobnosti biti na neki funkciji in v javnem interesu delati prave stvari. Mi si v bistvu sploh ne zaslužimo države, ne? Če smo čisto odkriti. Zaslužimo si, ljudje si jo zaslužimo. Ne zaslužimo si takšnih politikov, ki vse čakajo, da se bo samo od sebe nekaj zgodilo, pa se ne bo. Ampak se bodo kapitalski interesi se uveljavili. In jaz mislim, da še vedno, kljub situaciji kot je, Slovenija rabi svojo letalsko družbo in da mora imeti pač čim bolj sposobne ljudi, ki bodo tu delali. Torej državno ali to podjetniško, da tako rečem? Pravzaprav jaz mislim, da je to nepomembna razlika, če je večinski delež državn. Če pa bo večinski delež privatnikov, potem bodo pa oni itak odločali, tako kot je, da je to privatno podjetje in bodo tudi šli samo za privatnim dobičkom in jih ne bo nič brigalo, ali so naši piloti zaposleni. Tudi to, da so zdaj grejo v tujino piloti, to ne bo dobro za pilote. Oni so najraje prišli zvečer domov, prespali tukaj in zjutraj odleteli spet. In zdaj bo tega konec. Do penzije bodo spali po nekih hotelih, ki imajo mal čuden von, kdor to pozna, in to ni ravno najbolj srečno življenje tudi zanje. Doktor Berce, ja, izvolite. Če pogleda, kaj je bilo prej rečeno, da imamo nesposobne politike, oba, in Tajnikar in Lahovnik, sta bila ministra. Zdaj pa veste, kaj je treba narediti. Takrat pa ne. Ja, sem prepozno je, ne.